Slovenija se, tako kot že večkrat v njeni novejši zgodovini, nahaja na precej usodni prelomnici. Izbrati bo morala namreč, kateremu razvojnemu modelu bo sledila. Ali bo to model tržnega gospodarstva in parlamentarne demokracije zahodnega tipa, utemeljen na odprtosti, svobodi, konkurenci in vključevanju, ali pa bo še naprej šla v smer pajdaškega kapitalizma in avtoritarizma v stilu kakšne od bivših sovjetskih republik, ki je utemeljen na omrežjih, na vladavini neformalnih omrežij, na privilegijih, na monopolih in ekskluzivizmu. Ali pa celo v kakšno revolucionarno smer, ki jo povzdigujejo mnogi na tako imenovanih vseljudskih stajah, smer, ki bi pomenila odpravo strankarske demokracije, odpravo tržnega gospodarstva, odpravo zasebne lastnine. In to bi pomenilo kaj drugega kot totalitarizem. Člani in simpatizeri Zbora za republiko, člani in simpatizeri strank Slovenske pomladi se seveda zavzemamo za prvo opcijo, za prvi razvojni model. Medtem ko to seveda žal ne velja za vse politične igralce v Sloveniji in tudi ne za vse segmente slovenske civilne družbe. Kot je že opazil kolega Brščič, v zadnjih dneh imamo ogromno govora o morali, kar samo po sebi ni nič narobe. O morali, moralnosti, etiki, o tem vsem je potrebno govoriti. Vendar pa ne na način nekakšnega moralizatorskega populizma, ki je povsem brez vsebine, ki odsotnost vsebine, odsotnost idej, odsotnost konceptov skuša prikriti za neko prazno retoriko, moralizatorstvom. In kar je najbolj sprevrženo, najpogosteje imajo na ustih moralo in etiko tisti, ki imajo sami ogromno masla na glavi. In ki so zato eni zadnjih, ki bi lahko igrali nekakšne moralne avtoritete. Vprašamo se lahko, ali naj bodo vrednote lakomnost, stremuštvo, zahrbtnost, nelojalnost, prevarantstvo. To zagotovo niso vrednote Slovenske pomladi. So pa vrednote tistih, ki v teh dneh in tednih rušijo aktualno vlado. Zato moramo tisti, ki pristajamo na vrednote Slovenske pomladi, ki so kot takšne evropske vrednote, del evropske civilizacijske zapuščine, tisti, ki na to pristajamo, ne smemo molčati. Ampak nasprotno, moramo, kolikokrat je le možno in kolikor intenzivno je le možno, dvigniti svoj glas v podporo ta istim vrednotam. Mi člani in simpatizeri Zbora za republiko smo svobodoljubi in demokrati, ki nikomur ne odrekamo pravice do javnega izražanja svojih mnenj. Tudi, če nam ta mnenja niso všeč. Tudi, če so uperjena zoper, recimo temu, naše politične favorite. Vendar pa si, seveda, nikoli in nekdar ne bomo vzeli pravice, da tudi sami svoje mnenje izrazimo.